v imenu Cankarjeve založbe vse najtopleje pozdravim na današnji predstavitvi nove knjige iz zbirke Cankarjeve založbe o ljudeh, ki so krojili zgodovino sveta. Letos imamo zelo prijazno osebnost, ki jo bomo predstavili. To je kraljica Elizabeta II. Pred nami je knjiga avtorice Sally Bedell Smith, ki je po rodu sicer Američanka, urednica, pisateljica in novinarka, tudi avtorica številnih biografij, tako da je pred nami zelo vešče pero. In izpod njenega peresa je nastala knjiga o kraljici Elizabeti II, ki sodi danes med najboljše biografije kraljice. V Sloveniji smo dobili prvi tak izvod knjige, ki govori o britanski kraljici. Takoj na začetku moram izraziti izjemno čast in zadovoljstvo, da je z nami tudi direktni predstavnik kraljice v Sloveniji, njegova ekscelenca Andrew Page, britanski veleposlanik v Sloveniji. Kot dejansko njen neposredni predstavnik in hkrati predstavnik britanskega parlamenta bo k današnji predstavitvi prav gotovo lahko bistveno prispeval in nam prinesel kakšne insajderske poglede, informacije. Ob prebiranju te knjige sem namreč vse skozi prišel do spoznanja, da Slovenci o kraljici vemo sicer na videz veliko, v resnici pa malo ali skoraj nič. Ta knjiga bo zapolnila našo ignoranco, naše nepoznavanje njenih dolžnosti, njenega življenja, osebnega, profesionalnega. Pokukali bomo v njeno intimno življenje od dekliških let, od otroških let pa do danes. Razumeli marsikatero njeno dejanje, marsikatero njeno potezo, ki smo jo morda razumeli napačno ali pa ki so jo mediji prikazovali izkrivljeno, napačno. Ob meni je tudi prevajalka knjige Marjana Karer, ki je svoje delo opravila izjemno kakovostno, soočala se s številnimi problemi, morala spoznati posamezna področja kraljičinega delovanja, da je lahko pravilno prevajala. V naši sredini je tudi Matej Nemec, ki sedi tule v prvi vrsti in ki je dal knjigi vizualno podobo. Morda po tem kratkem, takem generalnem splošnem uvodu bi seveda dal kar besedo njegovi ekscelenci Andrew Pageu, ambasadorju v Republiki Sloveniji. Mogoče z enim takim bolj intimnim vprašanjem bi začel. Kako je biti rojen v kraljevini? Predpostavljam, da drugače kot v državah, ki so republike, kot je recimo Slovenija, kjer kraljice srečujemo samo v pravljicah. Kako ste vi doživljali kraljico od otroških let pa do danes, ko ste v bistvu njen predstavnik v svetu? Ja, hvala lepa, gospod Logar, in hvala vsi. Bom začel z nekateri s kratkim govorim, in potem bom odgovoril za vaše vprašanje, zato ker je dobro vprašanje in kot državljan bi želel direktno odgovoriti na to. Ampak na začetku bi želel govoriti o kraljici, posebej kot britanski veleposlanik tukaj v Sloveniji. Sem tukaj 4 let in do konca leta, do konca mandata. In bi želel zahvaliti vsi za povabilo na predstavitev najnovejše biografije kraljice Elizabete II. V slovenščini. Veseli me, da tudi Slovence zanima življenje naše kraljice.
kraljice Elizabete II. Je res izjemna. To sem imel priložnost izkusiti tudi sam, ko me je pred prihodom v Slovenijo sprejela v Buckinghamski palači. In še posebej mi je v spominu ostalo njeno navdušenje nad Slovenijo, ki jo je z možem princem Filipom obiskala pol leta poprej. Enako navdušen kot kraljica je bil tudi njen najmlajši sin, princ Edward. Grof in grofica Veseška sta obiskala v juniju, zagotovo se spomnite. In Slovenija je tako dosegla zavidanja vreden rekord, in sicer, da je ena redkih držav, ki so jo poleg kraljice in princa Filipa obiskali tudi vsi njuni 4 otroci. Če se vrnem kraljici sami, je ta lani praznovala diamantni jubilej, seveda. To je celih 6 desetletij vladanja. Da to ni malo, lahko vidite tudi po obsegu knjige, o kateri danes govorimo. Priznam, da mi je še ni uspelo prebrati, sem jo hitro prelistal, da bi videl, če je obisk v Sloveniji tudi zabeležen, morda v naslednji izdaji, ampak nisem videl v knjigi. Je? Nisem videl. Lahko pokažete kasneje. In glede na to, da danes Slovenija igra za uvrstitev na nogometno prvenstvo, naj zaključim zanimivo podrobnostjo. Ste vedeli, da je bila kraljica prvič na nogometni tekmi leta 1953, 50 let nazaj, in sicer na finalu prvenstva FA Cup. Edinem finalu tega prvenstva, kjer je bil dosežen hat-trick. In zaradi tega upam, da danes večer bomo videli še en hat-trick. Slovenija proti Švico in tudi Anglijo proti Poljsko. To je kratek govor na začetku. Kar se tiče vašega vprašanja, kaj pomeni kraljica za državljane, ne samo v pravljicah, ampak realno. Mislim, da simbol je zelo pomemben za, kako se reče, unity, edinstvo države. In tudi gledamo zelo pogosto na televiziji. Posebej, kadar je velik dogodek, kot naprimer kraljevska poroka, smo videli z Williamom in Kateom, in še enkrat za diamantni jubilej, lansko leto, in tudi za otvoritev olimpijskih iger, naprimer, ko ona je letela iz letala, kot v zgodbi Jamesa Bonda. In to je bilo zelo, kot high point, highlight za olimpijske igre. In mislim, da zelo pomembno je posebej za otroke, zato ker to je res, da pravljica je kot nerealna, ampak ko vidijo vsak dan ali mogoče v časopisah ali na televiziji, ona se predstavlja kot zelo izvrsten simbol Velike Britanije in seveda vsi upoštevajo posebej kraljico in mislim, da to je zelo pomemben del naše države. Hvala. Morda bi tu še poudaril še nekaj, da gospod Andrew Page ni samo neposredni predstavnik kraljice v Sloveniji, ampak pa z njo še nekaj drugih skupnih točk. Ena od teh je, da se zelo hitro uči jezike in da jih dobro obvlada. To se vidi zdaj pri slovenščini. In kot pa vemo, je kot predstavnik ambasade v Parizu se tudi naučil odlično francoščino. In to enako velja tudi za kraljico, ki so jo Francozi sami, mislim, da leta 1948, ko je obiskala Pariz, pohvalili
kako čudovito sproščeno lahko govori francosko. To je res, ja, in kraljica res dobro govori po francosko. Francoščina je lažja kot slovenščina, mislim. Ne vem, če ona je izgovorila nekatere besede v slovenščini, ko ona je prišla v Slovenijo 2008, verjetno na začetku govora, dober dan ali ne vem. Ampak res dobro govori po francosko. In Churchill tudi je dal nekatere govori po francosko, ampak njegova izgovorjava je bila obupna. Izgovorjava kraljice je zelo dobra, perfektna. Morda po tem prikazu položaja kraljice v Veliki Britaniji še beseda dve o njeni vlogi v skupnosti narodov, Commonwealthu. Vemo, da Elizabeta II. Praktično vlada po Viktoriji, kraljici Viktoriji, je drugi monarh, ki vlada tako dolgo. Obenem je bila pa ona soočena z nasprotnim procesom. Viktorija je seveda britanski imperij zgradila, 20. stoletje pa je bilo stoletje, ko je britanski imperij iskal nove modalitete bivanja, medsebojnega bivanja, in tako je iz britanske skupnosti narodov počasi zrasla skupnost narodov, kar 54 držav, in kakšno vlogo ima Elizabeta II. V tem svetovnem, globalnem pogledu? Ja, to je dobro vprašanje. Kratko bi govoril, da bi rekel, da Commonwealth, skupnost narodov, je zelo pomembna skupnost za kraljico in za celo kraljevsko družino, seveda, ne samo za kraljico. Ona je obiskala večkrat v različnih državah Commonwealtha, naprimer v Avstraliji, v Kanadi, v Afriki tudi. In mislim, da ona je zelo upoštevana tam tudi, ne? In za Veliko Britanijo to je tudi priložnost za nas, kar se tiče gospodarstva, kar se tiče, kako se reče, people-to-people contact, ne? Tudi. In je, ja, pogosto mislim, da ljudi ne mislijo, koliko to je težko, ne? In zato, ker obiskati, to je, kako se reče, exhausting. Utrujajoče, točno, tako. In kraljica je koliko let stara zdaj, 85 ali 87, in še obiska velike države, ne? In tudi njen mož, princ Filip, že več kot 90 let star. Moj oče je 94 let star in vem, da on ne bi mogel obiskati kot kraljica in princ Filip. In imata veliko, kako se reče, stamina, ne? In močnost. In posebej to je pomembno za državljani različnih držav Commonwealtha, da bi videli realno in direktno kraljico in princ Filipa. In tudi tukaj v Sloveniji ste videli, niste člani Commonwealtha, ampak ste videli, koliko to lahko ima impact ali vpliv na državljani Slovenije, ko je prišla kraljica sama. In jaz sem čutil, ko sem prišel 2009, eno leto kasneje, ne, da ljudi še govorijo veliko o obisku kraljice, posebej otroci, ki so videli na televiziji, ki delajo na to v šolah, in to ostaja v pameti ljudi. Ja. No, če še razširimo polje našega zanimanja, to se pravi iz Anglije na Britanijo, na Združeno kraljestvo, zdaj smo že pri Združenju narodov, lahko pridemo pa še na najširše področje, to je pa svet. In tudi na svetovnem področju, to se pravi tudi onkraj meja
54 držav vključenih v Združenje narodov, ima kraljica izjemen vpliv, ne? Tako v ZDA, kot celo v bivših socialističnih deželah in tako naprej. Ja, to je težko meriti, ne? Ampak še enkrat bi rekel, da ona je veliko obiskala, ne samo v Commonwealthu, ampak v Ameriki in v različnih državah, seveda. Ona je zelo dolgo trajala, ne, kot kraljica, 60 let je zelo dolgo, to pomeni, da ona je zelo modra, ima veliko izkušnja, ona je mogoče najznana kraljica v svetu in mislim, da tradicija, britanska tradicija je pomemben del naše države in ona predstavlja to tradicijo in tudi življenje servisa, ne? Zato ker ona dela za svojo državo in mislim, da kar se tiče druge svetovne vojne, ona je postala kraljica malo kasneje, 52 let, ampak ona dobro spomna dogodke vojne tudi in v zgodovini ona ima pomembna pozicija tudi. In to je razlika, zato ker veliko predsednikov ali politikov nimajo 60 let izkušnje. In zaradi tega mislim, da to je zelo pomemben učinek, ne, na naše življenje v Veliki Britaniji in na naš vpliv na svetu. Ja, ravno ta dolgost njenega vladanja seveda ima za posledico to, da se je pod njo zvrstilo kar 12 premijejev Velike Britanije. Prvi njen premijer je bil Winston Churchill, ki je, jaz malo povzemam tudi nekatere podatke v knjigi, da boste videli, kaj vse knjiga prinaša. Knjiga dejansko osvetli to Elizabeto II. Iz vseh zornih kotov in večkrat, ko jo bereš, večkrat, ko prelistavaš, vidiš še detajle, še nijanse, ki dodatno osvetljujejo zadevo. Winston Churchill je po srečanju z njo začutil to njeno moč in vlogo in je to izrazil z besedami nekako takole. Ko predsednik vlade ali vlada neko stvar ne naredi uspešno, ko je nekaj ne uspe, zato takoj odgovarja in mora odleteti, tako domače rečeno. Kadar vladi nekaj uspe in Velika Britanija uspešno nastopa na domačem ali svetovnem odru, vsi ljudje pojejo hvalo kraljici. To je ena tak položaj premijeja vis-a-vis kraljici. Tudi samo dejstvo, da imamo kraljico, že pove, da premijer nikoli ni popolnoma prvi človek. Je prime minister, ampak nekje na vrhu še je pa kraljica. Tudi Tony Blair, ki je bil njen 10. premijer, danes je Cameron, kot vemo. Tony Blair je nekako tudi zapisal, da v teh časih popolne negotovosti, popolnega nihilizma na nek način in nejasnosti o tem, kaj se bo v svetu vse zgodilo, da v teh časih je edino kraljica tisto sidro, tista točka trdnosti, na katero se lahko zaneseš. In to je neka taka vloga, ne, kraljice, ki je, bi rekel, se njena vrednost ne da izmeriti. Mogoče bi vas še čisto na koncu malo bolj za šalo kot za res še nekaj vprašal. V knjigi je zanimivo, ko spoznamo status kraljice kot človeka na tem planetu. Kraljica nima osebne izkaznice. Kraljica nima pasporta. Kraljica nima volilne pravice. Kraljica ne sme pričati na sodišču. In je torej, če takole pogledamo, ne, tudi kot sklenejo nekateri sogovorniki z dvora, ne, je včasih lahko zelo osamljena. Ne, kraljica ne sme povedati svojih preferenc,
sem in tja pove zelo, zelo taktno, ne, najljubša barva. Kajti vsaka taka beseda, vsaka taka izjava bi bila usodna za marsikatere stvari. Ona pa je predstavnica enotnosti, ona je predstavnica vseh ljudi. Kraljica tudi ne sme spremeniti veroizpovedi. Kraljica ne sme postati katolik. Zdaj, če bi tako vulgarno razmišljal, banalno naprej, kot nek plebs, ne, bi vprašal, torej kraljici kršimo temeljne človečanske pravice, ko ne sme voliti in tako naprej, ali je to seveda v drugem kontekstu, ne, postavljeno. Kaj lahko rečemo o tem položaju kraljice? Nisem siguren, če sem razumel. S tem, ko kraljica ne sme voliti, iti na volišča, ko ne sme imeti pasporta in tako naprej, imela je tudi enkrat ali dvakrat težave na mejah, ne? Mislim, da v ZDA prvič, da jo niso spustili čez mejo, ne? Ker je naletela na neko uradnico tam, ker ni vedela, kako se tej stvari streže in ni bilo pasporta in je tam obstala. Ne? Kako je z človečanskimi pravicami kraljice, če ne sme povedati, kaj misli? Human rights. Human rights. Mislim, da ona je izjemna, exception. Izjemna ženska in izjem, kar se tiče političnega življenja. Za mene to je fakt, ki je izvrsten. On prosto nikoli je naredil veliko napako. Ona je vodil svoje življenje brez napak, popolnoma. Mogoče, ne vem, ko smo videli smrt Diane, na primer, ljudi so rekli, da ona bi morala priti v London hitreje in tako dalje. In smo videli film tudi Helen Mirren in kraljica. Ampak mislim, da ona je zelo modra kraljica, zelo hard working, ne, kako se reče, delovna, ali pridna. In mislim, da ko smo videli film, to je bilo zanimivo. In ko je prišel, ko sta prišla grof in grofijska vesliška in sta imela zelo zanimiv pogovor z gospodom Pahorjem, s vašim predsednikom države. Oni so govorili o filmu The Queen in Helen Mirren. In tudi so govorili o filmu o The King's Speech, kraljevski govor, kraljev govor. In mislim, da zdaj, 21st century, smo videli nekatere spremembe v kraljevski družini, zato ker imamo zelo moderno kraljevsko družino, ko govorimo o Williamu in Kateu. In to je pomemben fakt, zato ker kraljica je več tradicionalna, ne? Ampak William in Kate sta zelo moderna couple, par. In to je pomembno za kraljevsko družino, po mojem. In zaradi tega kraljevska družina ima zelo dober, lep period zdaj. Naprimer, pred 20 leti po smrtju Diane je bila majhna kriza. To je bilo kot test izkušnja kraljice. Ampak mislim, da zdaj zelo velika proporcija Britancev so za kraljico, ki spoštujejo kraljico in da bodočnost kraljevske družine je sigurna. Morda preden dam še besedo seveda prevajalki, ki ima marsikaj za povedati o tekstu, bi se samo navezal na tole, kar ste povedali. Ne? V knjigi opozorijo še na neko dejstvo avtorica, in sicer na vpliv modernih tehnologij. Tako da ta kraljica Elizabeta II ob vsej svoji seveda strogosti, neizmerni, bi rekel, predanosti delu,
Vzgojena je bila tako praktično, da za kraljico in se je tako obnašala verjetno že kar izpred druge svetovne vojne, nekje leta 1936, takrat je njen oče postal Jurij VI, Bertie, njen oče. Od takrat naprej se je ona vzgajala za kraljico. Ampak dokler ni bilo interneta, je bila deležna veliko več napadov. Tako kraljeva družina, kot sama kraljica. Tudi tole pri Diani, kot omenjate, to bo zelo zanimivo za naše bralce, ker vse to se osvetljuje. Ne samo Elizabeta II, tudi njena ožja družina, sestra, recimo, s katero je imela kar dosti težav. Potem seveda ta tragična zgodba zakona princa Charlesa in Diane in smrt in tako naprej. Vse to je v javnosti imelo razmeroma slabe odmeve, ki pa niso bili upravičeni, vedno. In zakaj? Ker so mediji v bistvu krojili javno mnenje, public opinion. In imela je nekaj nasprotnikov v pomembnih časopisih, tipa Guardian, proti katerim se je bilo težko boriti. Ko pa je prišel internet in so postavili svojo spletno stran, portal, so lahko poročali o dogajanju v družini, odprli so se proti javnosti. Ja, to je res. In bi dodal tudi, da ja, sem rekel, ona je zelo delovna, pridna. Imam zanimivo podrobnost, da kraljica je v svojem življenju odgovorila že na več kot 3,5 milijone pisem, navadnih in elektronskih, to je že veliko, ne? Kar se tiče interneta, to je pomembno tudi, zato ker kraljica je leta 1997 dobila tudi svojo spletno stran. 10 let kasneje je britanska monarhija odprla tudi svoj YouTube kanal, in na Twitterju se je pojavila leta 2009, na Facebooku pa aktivnostim kraljeve družine lahko sledite od leta 2010. In to je kot znak odprtosti. In mislim, da tudi William in Kate so odprli kraljevsko družino in to je, zaradi tega je več popularna kot prej in tudi lahko obiskate Buckinghamsko palačo in Windsor, so prodali yacht, kako se reče, Royal Yacht, Britanijo, jahto, ladjo, ne? In imajo manj denarja od parlamenta kot prej in so modernizirani, če ta beseda obstaja. In zaradi tega mislim, da so več popularni kot prej. Obenem tudi analize kažejo, da tisti napadi na družino kot družina, ki samo veliko troši, da imajo v bistvu tudi drugo plat medalje, to pa je, da v bistvu britanskemu gospodarstvu prinašajo izjemno veliko posla in da približno, mislim, da je neko razmerje 1:4, da ima Britanija najmanj 4-krat več koristi od te skoraj blagovne znamke, ki se prodaja na vse načine ali pa tudi s političnimi obiski. Najlepša hvala. Zdaj, Marjana, prosti, nekaj časa so se tukaj zadržala na začetku. Ti si tole knjigo glodala kar veliko mesecev, srečala si se z veliko problemi, strokovne narave, ozkih strokovnih področij, pač kot posledica interesov kraljice Elizabete II. Kako si se soočala s temi problemi, kako ste jih reševala? Ja, to besedilo je bilo zelo zahtevno raven, zaradi tega, ker je zajemalo toliko različnih področij in zelo poglobljeno jih je tudi zajemalo vsa ta področja. Problem je zlasti zaradi tega, ker pomen področij v izhodiščnem in ciljnem jeziku oziroma tudi zunaj besedilni realnosti ni primerljivo. Zato sem si pač mogla pomagati z mnogimi knjigami, z mnogih področij. In sicer sem pač poštudirala konjerejo, recimo konjeniški šport, naravno konjarstvo, potem seveda politični in ustavni sistem britanski, gemologijo, ker namreč avtorica poimensko omenja določene dragulje,
najbolj znane diamante. Mode je bilo veliko, raznih tkanin, modelov. Seveda pomagala sem si s turističnimi vodniki, ker je bilo ogromno lokacij tudi omenjenih. Seveda o čaju, o koktajlih tudi, o protokolu, no, to je bilo tudi zelo... In seveda o celi tej nomenklaturi dvora, no, pravzaprav, ki je pač nam tuje, se ni dalo avtomatsko prenašati, ampak je bilo treba velikokrat iskati pač bližnjice, no. Ne vem, poleg tega sem pač si na YouTubeu ogledala vse kraljeve poroke in pogrebe, ker je veliko lažje delati, če imaš sliko pred sabo, če vidiš zadevo. Tako da, ne vem, veliko sem se naučila, zelo veliko pri tem delu in je tudi meni osebno v zadovoljstvo, no, kot pravijo nekateri, da imam tako delo, da je pravzaprav to izobraževanje, za katerega me plačajo, ne, tako da toliko bi jaz imela, no. Marjana, mogoče kljub slabo, glede na to, da si to prav v drobovje proučila ta tekst, a si naletela na kakšen pasaž, na kakšen odlomek v knjigi, ki ti je bil posebno zanimiv, posebno drag? Ja, pravzaprav tak si ga že ti omenil, no, se mi je zdaj zelo fajn, ne, da kadar vlada ga polomi, ne, leti, kadar pa dobro naredijo, pa ploskajo kraljici, ne, vsi. Ne vem zdaj, kakšen prav... Mislim, knjiga je kot celota, se mi zdi, da je zelo koherentna, zelo iz različnih vidikov osvetli osebo kraljičino in tudi njeno bližnjo in daljno okolico pravzaprav, no, in državo tudi, plus tega še Commonwealth. Tako da jaz mislim, da je vredna branja. Brez dvoma. Jaz bi mogoče dodal, kar se je mogoče že iz naših pogovorov dalo razumeti, da je knjiga polna anekdot. Gradi na faktih, ki jih je Sally Bedell Smith zbirala leta in leta, to je izjemno študijsko delo bilo opravljeno, to je bilo opravljeno na stotine in stotine intervjujev. Avtorica je znala vplesti posamezne anekdotice, čisto drobne kamenčke, ki pa sestavljajo ta portret, karakterni portret kraljice, obenem pa predstavljajo tudi sliko Velike Britanije. Dobiš v bistvu ena kratka zgodovina Velike Britanije, se zrcali kar 60 let biti na prestolu, kot rečeno, samo Viktorija je imela še to srečo. Dobite sliko sveta, srečala se je ona praktično z vsemi svetovnimi politiki, ki so kaj šteli na tem svetovnem odru. Veliko od teh srečanj je v knjigi opisanih, seveda s posebnim poudarkom na ZDA, na Združenih državah Amerike, kot najpomembnejšim, bi rekel, partnerjem Velike Britanije. Ni upisano srečanje z našim Titom, to tu ni upisano, upisan je pa obisk Slovenije v parih stavkih, to zapravo med 196 državami sveta, je vendarle Slovenija vsaj z neko kratko anekdotico opisana, in sicer kaj se je zgodilo. Ko se je pripravljala na obisk v Sloveniji, je seveda ena od skrbi bila tudi skrb za toaleto. In pred enimi 4 leti je dobila čudovito svilo v Indiji, mislim, in je naročila, da iz te svile naredijo obleko, kar so tolmačili na dvoru, da je tudi ona v teh začetkih krize, ki so se že kazali v Evropi in na svetu, po tistem zlomu v Ameriki, da ona kaže tudi na to, da zna varčevati. Da ni naročila nekih novih blag, ampak je pogledala, kaj ima še na zalogi, in so ji dejansko iz tiste svile sešili obleko za Slovenijo. Tako je Slovenija predstavljena, da je tako anekdotico, ki je v bistvu kar prijazna. Drugače je zanimivo, da med vsemi ljudmi, ki jo obkrožajo, sta samo 2 lahko rekla Elizabeta. In to je bil predsednik Nkrumah in pa Nelson Mandela. Nelson Mandela je še zdaj, jaz mislim, eden najožjih, najbolj iskrenih prijateljev, kar jih je imela.
In tukaj bi mogoče še se k vam obrnil za kakšno misel. Kraljica je v svetu ogromno prispevala k razvoju demokracije, kar bi se slišalo včasih kot anahronizem v nekih starih časih, ampak v tem času pa ne. Razvoju demokracije in razvoju enakosti vseh ljudi. Mislim, da je bila ena glavnih v boju proti apartheidu. Kako bi mogoče to njeno vlogo, ki je tudi izjemno pomembna. Ja, in mislim, da kraljica lahko to warn, to advise and kaj še? Svetuje, tudi pokatizira. Ja, ampak samo kot svetovalec za predsednika vlade. In zaradi tega ona lahko mogoče ima vpliv na pozicijo ali na misli predsednika vlade ali na vlado, ampak to ni njena odločitev. Ampak seveda, ona je modra ženska in mislim, da Margaret Thatcherja in za druge predsednike vlade to je bilo zelo pomemben izvir modrosti. In ne vem točno, kaj ona je naredila, kar se tiče Južne Afrike in apartheida, ampak seveda on ni bila dovoljna. In to je res, da Nelson Mandela je postal zelo bliski prijatelj od kraljice. Mislim, da verjetno ona ima zelo veliko poznancev, ampak verjetno ker majhno število zelo bliskih prijateljev. To ni lahko za kraljico. Ja, ona se 24 ur na dan, 365 dni na leto je kraljica. To se pozna tudi v odnosu do najbližjih, do družine. Včasih se napačno tolmači. Zanimivo je opisano v knjigi to stališča izražanja čustev. Dostikrat so ljudje kraljico imenovali kot hladno. V resnici seveda vse prej kot to. Samo v tem svojem protokolu, v tej svoji vzgoji je bilo v bistvu prepovedano kazati čustva. Še posebej, kadar se je ljudem nekaj zgodilo, s njenim bližnjim tudi. Na koncu pri Diani je bil tak primer. Kdaj se ona odpre čustveno? Edino, kadar ima opraviti s kakšno živaljo ali pa z predmetom, kot je bila recimo ladja Britanija. Mislim, ko so ladjo Britanijo upokojili, je potočila solzo. Ko je njen najljubši konj, mislim, poginil, je potočila solzo. Ko so se dogajale, njen pes, pse ima strašno rada, je potočila solzo. To se za njen status dovoli, to ji je dovoljeno. Če se je zgodilo kaj hudega njenim bližnjim, solze v javnosti ni potočila, kajti podaniki ne morejo videti kraljico, da joka. Tako da na en tak poseben način vam ta knjiga približa ta njen težek položaj, v bistvu, katerega je vzgojena.